Najprej, da pojasnimo še enkrat ta sestanek, ki so bili mnogi razočarani, pa so bili tako zadovoljni s tistem sestankom v Vili Podrožnikom. Ne. Jaz sem govoril isto in takrat in sedaj. Jaz sem takrat opozarjal vse prisotne sestanku, bila so pa obakrat skupaj s kolegom Janjem, ki je tu, da začetek postopka ne pomeni sprejem zlatega fiskalnega pravila. Jaz sem pogojeval s tem dvemi elementi, ki so zame ključni. Rebalans letos, ki mora biti sprejet, ki ga potrebujemo in predvsem usmeritev naše države v naslednjih 4 letih. A se vi spomnite, ko smo mi pisali in govorili, predvsem sem jaz govoril, da konec mandata, če bomo vodil vlado, bomo imeli 4% gospodarsko rast. Pa so se mnogi smejali. Povejte mi rešitev brez tega. Je ni. Veste, v pogajanjih z gospodom Šušteršičem, ki je bil vodja pogajalske skupine državljanske liste, je rekel, ne 4, dajmo 3. Pa sem rekel, sej, če ambicija 4, pa tudi če bo 2,8 ali pa 3,8, se bo državljani ocenili, da smo na tem kaj naredili. Povejte mi, kaj je tu narejeno. In zdaj oštre besede, jaz ne vem, kako si to predstavljal. Do zdaj se nam pravili vi, ne ravno, ne, da smo premehka opozicija. Celo, da smo zlizani, da lepo tej koaliciji, ki ima tako pozicijo, da jih podpiramo v vseh teh točkah. Ne. Vse smo mi rekli, da smo konstruktivna opozicija, da bomo vse dobre stvari podprli, slave pa ne. In jaz sem povedal o tem partnerno sodelovanje. Jaz sem vedno pripravljen sodelovati, če bi nas zdaj poklicali, pa rekli, povejte rebalans, bi mi to povedali. Če tega del upoštevajo, smo zelo veseli, ker bo vsem bolje. Ampak praksa do sedaj, mi smo imeli 2 taka elementa. Ne. Prvič, spomnite se oblikovanja vlade, sem zelo nežno predlagal, pa bi dobili še naše glasove, če bi pustili ministrstvo za kulturo in če moj nagovor gospodu Janši, gospodu Virtu je bil, če vam opozicija predlaga še eno ministrstvo, nimate nobenih problemov. In če bi pustili tožilstvo pod pravosodjem, to, kar so razlagali. Pa niso upoštevali nič od tega, so nas povozili. Ne. In druga stvar je ta rebalans. Ne. Mi smo rebalans dobili in začeli od njem razpravljati takrat, ko ste pisali vi na podlagi tega, kar so sindikati vam dali ali pa povedali točko po točko. Mi smo dobili potem celoto, ne, in še enkrat pravim, tega rebalansa se ne da popravljati. Ga treba novega narediti. To, kar pa sprašujete, oštre besede gospoda Viranta, sploh ne vem, če se splača komentirati. Njegovi besed, ki po moje pozablja, kaj kdaj reče, pa kdaj parafira. Jaz sem bil v razgovoru s sindikati 22. decembra dopoldne in ne vem, da je kdo bil prisoten takrat 10, ko ste nam počakali dol, ko smo končali tisto srečanje in ko smo vsi povedali, da smo se dogovorili za nek princip. Vprašali ste, kako vam je ratal ta dogovor v 1 uri pa pol, ker se prej niso mogli dogovoriti 1 leto ali 6 mesecev. Zaupanje. In potem popoldne smo v teh prostorih zgoraj vsi sindikati, vsi predsedniki parlamentarnih strank, vključno z gospodom Virantom, ki je tudi v funkciji predsednika državnega zbora, podpisali dogovor sindikati, da velja interventni zakon 36. in da ne bo enostranskih posegov v pridobivanje pravice. Razen SDS-a, ki je gospod Tanko rekel, da to pri njih ne more noben podpisati, ker je to stvar izvršnega odbora stranke, sveta stranke. In ne razumem, zakaj oštre besede. Povejte mi, vsem tem času, odkar smo postali opozicija, eno stališče, ki smo ga spremenili, ali celo drugače izzivam. Povejte mi eno stališče, ki smo ga spremenili od volilne kampanje. In mi smo še vedno, jaz sem še vedno proti stavkam in referendum, jaz to zdaj povem javno. Jaz še vedno takoj gremo sprejemo tisto, ki smo predlagali, da samo državljani lahko da predlog za referendum, ne? Da jih mora biti 40 000 in da velja referendum, če udeležba vsaj 40%.